Spoštovani zbrani, dober večer. Nocošnje druženje smo začeli s skladbo Pastirček bratov Avsenik. Izvedla sta je profesorja glasbene šole Brežice, Uroš Polanec na harmoniki in Igor Požar na klarinetu. Hvala obema, da sta si v kupici obveznosti vzela čas za nas. In hvala tudi vsem vam, da ste se odzvali povabilo ter podprli sodelovanje domačih planincev in knjižničarjev. December je mesec, ko Planinsko društvo Brežice in Knjižnica Brežice že tradicionalno povežava gore in knjige ter pripraviva skupni dogodek. Sodelujemo po pobudi Ministrstva za okolje in prostor, koordinatorja izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji ter Planinske zveze Slovenije. Mednarodni festival Brati gore letos poteka že 11-tič, v Brežicah pa ga soustvarjamo 9-tič. Čez teden dni, 11. decembra, bomo obeležili Mednarodni dan gora, ki letos poudarja pomen ledenikov za vodo, hrano in življenje, tako v gorah kot tudi v dolinah. O tej temi bosta v nadaljevanju večera gotovo spregovorila tudi naša osrednja gosta. Med nami tako najprej pozdravljam primarja dr. Iztoka Tomazina, doktorja medicine, specialista družinske in urgentne medicine, vrhunskega alpinista in alpinističnega smučarja, himalajca, letalca, gorskega in letalskega reševalca, literata, fotografa, publicista in predavatelja. Kmalu tudi častnega občana občine Tržič. Z nami je tudi alpinist in geograf, domačin Nejc Posvek, moderator današnjega pogovora. Lepo hvala. Omizje smo pripravili in vama predajamo besedo, radi vam bomo prisluhnili. Izvolite. Hvala lepa. Dober večer. Na enem imenu, upam, da bo tole delovalo. En kup knjig je pred menoj, vse so seveda odpisane strani mojega današnjega sogovornika. Tudi sam moram reči, da imam izjemno strast v branju te literature in hkrati veliki privileg danes čutim, da lahko sedim v tako eminentni družbi in odpiram vprašanja, tematike vezane na življenje in delo našega gosta. Za začetek bomo primarja dr. Tomazina nekako spoznali bolj generalno, začeli bomo zložno, potem se bomo uspeli počasi proti goram, na vrhuncu predali dr. Tomazinu besedo, da predstavi osrednje oziroma zadnje svoje delo, srednje delo današnjega pogovora, recimo temu. Potem pa nekako zložno se stopili in zaokrožili tale pogovor. Čeprav nama alpinistični kodeks nekako dovoljuje, da se tikava, pa danes v tem omizju vseeno bomo rekli imela neko ekologično distanco, da vas ne bo slučajno tedili, da vas ne bi to zmenilo. Ok, to je to. Iztok Tomazin je po opisu njegovega soavtorja knjigi naveza Uomo univerzale. In to verjamem, da si nekako začutimo tudi ob dopovedi. Človek, kakršni smo bili vajeni v renesansi, morda razsvetljenstvo, ki je obvladen kup stvari, jih počnejo, ne bomo se še ponovno našteval. Mnogi morda, verjetno kar vsi, pa se sprašujemo, kako je to v današnjem času pravzaprav sploh mogoče, kako lahko človek vse to skupaj zaokroži, kako to zmore, kaj je v ozadju, je to osredotočenost, je to disciplina, je to posebna energija, pravzaprav kaj je na stvari, da lahko človek tako ustvarjalno živi in deluje skozi celotno svoje življenje, če to tako rečemo.
pozdravil, pa se upravičil. Danes je Kovačeva Kopila Bosa, ki pred sabo imate precej prihlajenega doktorja, ima težave z glasom, ampak upam, da bomo zdržali do konca tega pogovora. No, pa če se bo tam odgovor na to vprašanje, ključna je pač motivacija in veselje ali predanost stvari, ki jih počneš. Jaz sem v življenju to srečal, da me zelo veliko stvari zelo močno zanima in da se jim res lahko vzoj energijo, zelo predanost, da se jih lahko lotevam in da res v njih uživam. Če omenjam samo to, kar je bilo itak že omenjeno, gore, alpinizem, letenje, literatura, medicina itak, in to je zapravo najpomembnejša stvar, ki jo počnem. Še marsikaj bi se našel, tako da osnova vsega je motivacija. Pa če imaš saj mečka, ne bom rekel talenta, ker talent je zelo relativen pojem, ampak če imaš saj neke določene predispozicije, naravne in drugačne telesne in duševne, potem si lahko tudi relativno uspešen v določenih stvarih, ampak jaz uspeh vedno cenim bolj potem, koliko je močno intenzivno doživeti, nekakšen je rezultat v nekem tekmovanju ali v nekem primerjavi, čeprav se rezultati so vredne. To za začetek. Ste tudi direktor zdravstvenega doma, to ne vem, če je bilo napovednikov omenjeno, mislim, da že skoraj da 4 stoletja to drži. Razmišljate temu v upokojitvi že? Ja, imam sicer že 4 leta pogoj za upokojitev. Imam 5 let kupljenih, ker sem v statusu vrhunskega športnika med študijem. Tem ne bi preveč razpredal. Danes biti direktor zdravstvenega doma je ena brez prepiravanja zelo zoprna, zelo težka, zelo nehvaležna funkcija. Če kolikšne spremljate medije, veste, kaj se dogaja z našim zdravstvom, še posebej s primarnim zdravstvom, s kakšnimi izzivi in neumnostmi strani, upam se zaradi dosedanjih vlad, se srečujemo vodilni delavci v zdravstvu, ampak mislim, da vas ne bo spomenil. Je dovolj tega po medijih. Skratka, rad upravljam to delo, ker imamo en res lep kolektiv, pa dobro delamo, ampak ni pa enostavno, nobena pomeni. Ampak vseeno, to še ni vse. Ko so se pred dnevi pogovarjali, so se pogovarjali ravno pred, da ste začeli z ambulanto. Malo sem premislil, kdo v Posavju je direktor in vodi še ambulanto svojo. Je to na Gorenskem bolj ta praksa, kako je s tem, kako usklajevati delo direktorja in še zdravo voditi ambulanto. Oziroma, kako poteka ambulanta? Imate tudi opredeljenih recimo 1000 bolnikov, kot ima poprečen družinski zdravnik, recimo pri nas? Ja, imam točno 1000 opredeljenih bolnikov, da sem bil uspešen. To me je še vedno osnova, ali jaz sem pač, če sem malo pohecen direktor, bolj za hobi, pa ne primarno sem še vedno zdravnik, družinski in urgenten, delam tudi v službi nujne medicinske pomoči. Direktorstvo pa tako malo zazravno pretežno v prostem času ali biti žustvi, če se malo pohecam, to je dodatna obremenitev. Absolutno, če bi se moral odločiti med direktorstvom pa delom zdravnika v ambulanti, bi se odločil za ambulanto, jasno, pa za urgenco. V prostem času pa seveda predsejšnji prostega časa uporabljam za delo oziroma dežurstva na obeh helikopterskih službah. Prav ta običajna helikopterska nujna medicinska pomoč, ki je tudi v Brežicah večkrat vidite, če pridemo kaj vaše konce pobrati, predvsem v bolnišnico, pa morska reševalna seveda. Ko že omenjamo helikopterje, ravno s tem v zvezi ste bili nazadnje, recimo da medijsko izpostavljene, pa ne bomo preveč vrtala, ste dejavni na področju nujne medicinske pomoči, tudi mednarodno smernice ste opredelili, mislim, da lahko vas z lahkoto kot sodobnega motra te discipline, tega TV medicine imenujemo. Helikopteri sem ali tja bodo prinesli napredek v naše zdravstvo, ali pa dneva se počasno proti goram premakniti, bodo pripomogli k boljše reševanju tudi v gorah, to, kar je sedaj bilo izbrano, oziroma kako ste zadovoljni s tem. Ja, to je dolga zgodba, no bi predvsej o tem govorili, medije so jo malo zlorabili. Dejstvo je, da se z izboljšavami ukvarjam že več kot 30 let na tem področju in dejstvo je, če moraš skočiti v bazen grojen, se je začelo, da bi ga malo čistil si nujno tudi sam, saj medijsko malo mazano, ne se to ste verjetno zasledili. Malo so nas tistih
smo bili najbolj agresivni, pa najbolj odločni, da je treba stvari izboljšati, popolnoj mediji. Dejstvo pa je, da se je ta vlada pač nekoliko bolj resno kot prejšnji lotila tega in da je bilo veliko nejasnosti, pa precej stvari tudi tako postajno narejenih, ampak sedanji helikopteri, tisto, kar je bilo najbolj v javnosti izpostavljeno, so v bistvu najboljše izbira od možnih. Na začetku je kazalo, da ne. Zato smo tudi tisto, kar so najbolj očitali, nekoliko to povnili oziroma spremenili zvodnje, smo dobili dodatne podatke. Tako da, če bo ta vlada držala besedo, če bomo dobili te helikopterje, bo to res zelo dobra izbira, vrhunska. Bomo naredili korak naprej, ampak ne bo treba vedeti. Helikopter je samo leteči rešilec, leteče reševalno vozilo, ključna je organizacija. Če temu ne bo sledila dobra organizacija, potem nekega velikega napredka, kljub najboljših helikopterjev ne bo okoli tej temi. Če pa še koga na koncu, ki je zanimalo, pa tukaj ni skrivnost z moje strani, lahko nekaj drugo vprašanje govorim. Pod črto s temi helikopteri se bo, če bo slučajna kriza, peljali tudi po nesreči v gorah. Da ne, nišče od nas, ampak da, je tako. S takim tipom helikopterja se že zdaj vozijo po nesrečnici, ker policija že ima dva taka helikopterja. In ker je dežurna policija za gorsko reševanje, rešujemo s tem tipom helikopterja, ki pa ni ustrezno opremljena, ne ti novi, sicer isti model, isto vozilo, ampak opremamo pa precej boljše kot v sedanjih. Neizbrisen pečat ste postili tudi v gorskem reševanju, kot že omenjeno. Skratka, od že desetletja blagotvorni član te skupnosti, preživeli marsikaj verjetno uspešnega, napojenega z zadovoljstvom, ko uspešno rešite, pa tudi kakšno več slabih zgodb. Eno od takšnih ste popisali tudi v ločeni knjigi, ena izmed teh je, govorim o tragediji v Turski gori. Od takrat je organiziranost Gorske reševalne zveze verjetno precej napredovala. V kakšnem stanju je danes in kje je optimum te organizacije v smislu organiziranosti, kako gledate na te podobe? Ja, ta tragedija, ki se je zgodila leta 1997, prav smo pred 30 leti, je res pomenila eno prelomnico na večjih nivojih. Od takrat se je organizacija, predvsem helikopterskega reševanja, bistveno izboljšala. Tukaj smo predvsej prispevali zdravniki, ker smo bili najbolj tečni, ker točno vemo, kaj je treba narediti, da se oskrba do nesrečnica izboljša. Ni še optimalna, tisto, kar še manjka, in čeprav se to mogoče malo konkretno sliši. Gorska reševalna je prostovoljna organizacija, humanitarna, kar je prav, da je, ampak neko ozko profesionalno jedro namenjeno letalskemu reševanju, bi pa naredilo še korak naprej, podobno kot je pri gasilcih. Ne vemo, da tiste najhujše zadeve, recimo kakšne tovarniške požare, kakšne zelo zapletene zadeve, nevarne stvari, tam brez sodelovanja profesionalcev skoraj da ne gre, ampak to je res neko ozko jedro. Vsa ostala gorska reševalna služba bi pa morala biti organizirana tako, kot je zdaj, se pravi prostovoljna, ampak zelo na visokem strokovnem nivoju. Tako da tukaj nekih res drastičnih izboljšav ne vidim, da bi potreba bilo narediti, da samo ta letalski del pa mora na nek način še izboljšati v smislu vsakodnevnega dežurstva. Zdaj imamo tega, zdaj bomo samo med planinsko sezono, dežurno ekipo na helikopterju, pa res na nek način profesionalizirati, čeprav večina ekipa je že zdaj profesionalca. Profesionalci so piloti, oni pač delajo to, za kar so poklicani, usposobljeni, ravno tako smo profesionalci, zdravniki, kar pač delamo medicino, to, za kar smo tudi izobraženi. To pa se pravi, še so možnosti za izboljšave, ampak že zdaj deluje naša gorska reševalna služba zelo dobro, 24 ur na dan smo člani stalno nosiljeni in služba je prostovoljna. Kaj pa je potrebalo vaši odločitvi, vključitvi pristopu med gorske reševalce, verjetno na eni strani gotovo medicina, gorništvo? Kako je pravzaprav izgledala ta pot od plezalca, medicinca do tega, da ste prišli do letalca, reševalca? Meni se zdi nekaj najbolj logičnega, razumljivega in utemeljenega, če si študent medicine najprej, pa
potem zdravnik in hkrati alpinist, vrhunski alpinist, da postaneš gorski reševalec, ker na ta način v bistvu lahko združiš obe stvari, ki jo rad počneš, ki si ima nekako v svetu življenja, se pravi medicino in gorništvo. Jaz tako malo prispodobi večkrat rečem, alpinizem je gorništvo zase, se pravi primarno za svoj užitek, gorsko reševanje je pa gorništvo za druge. Se pravi, oboje je pa neka gorništva za mene. Meni to nekaj da, če si medicinc, da si tudi gorski reševalc, če si alpinist. Z reševanjem je neločljivo povezana tudi smrt v gorah. O njej pišete, razmišljate, včasih zelo neposredno, česar morda iz druge literature nismo tako zelo navajeni. Nenazadnje tudi na vezi se dotaknete parih izgub, ki se človeka pretresajo. Na kak način se skozi svojo kariero zdravnika, reševalca v gorah soočate s temi najtežjimi trenutki in kako se to skozi čas spreminja? Se človek navadi, smrti tovarišev, smrti v gorah, smrti v vsakdanjem delu, kar je pri vas tak? Ne, tega se ne moš navaditi, kljub vsemu, da je to zelo boleče, ne bi bilo prav, da bi se navadil, ker to pomeni, da bi utrpel, ampak ne samo za slabe stvari, pač tudi za dobre. Z leti je tega vedno več, po drugi strani imaš tudi vedno več mehanizmov, ki ti nekako malo pomagajo pri soočenju s tem. Težko bi zdaj v podrobnosti opisal te mehanizme, je pa res, da je to najbolj temeljna plat tega dela in alpinizma in gorskega reševanja. Še posebej, kadar moraš reševati mrtve ljudi, ki jih poznaš. Jaz sem predvsej svojih prijateljev, so plezalcev moral mrtve prepeljati iz gora, recimo, da rešujemo hudo poškodovanje ali pa mrtve otroke. To so res najtežja doživetja. Ena od narekovajev psihoterapij pri takih dogodkih je tudi pisanje. Tale knjiga Tragedija v Turski gori je bila neke vrste, to je bil tudi moj izhodiščen cilj, ko sem se jo lotil pisati kolektivna psihoterapija. Jaz sem skoraj vse ljudi, ki so bili takrat prisotni v Turski gori. Veste, da je takrat umrlo 5 reševalcev v helikopterski nesreči. Skoraj vse, ki so bili takrat prisotni, sem prepričal, da so sodelovali v tej knjigi. Ni bilo lahko, ker je bilo zelo boleče za vse, ampak na koncu, ko je knjiga nastala, ko je vsak svoje videnje, svoje občutke, svojo zgodbo opisal v tej knjigi, ki po tej plati izredno zanimiva, je bilo to nekak njene vrste, saj delno olajšanje od te tragedije. Spravo, to tudi eden namenil te knjige. Je pa še cel kup drugih mehanizmov, kako se soočamo s stresi. Eno ogromno pomaga yoga, meditacija, pa seveda pač bivanje v naravi, na razne načine, predvsem pa seveda v gorah, v zraku. To pomaga, če se znaš tega na pravi način lotiti. Pa jasno, najbližji tukaj je predvsem pomembno govor. Včasih se malo pohecam, ampak z velikim zajemom resnice. Pa moja žena je tudi psihoterapeutka, tako da včasih tudi to pomaga, čeprav seveda na take stvari ne moreš računati v tem smislu, bi pa zdaj si več pravošla zaradi tega. V glavnem ogromne mehanizmov, ki jih skušaš aktivirati, če se moraš soočiti s tako količino nesreč, trupel, svojcev, pokojnih, kot sem se jaz v vseh 30 letih moral. Ni pa enega načina, da preko, kaj pa najboljše, najbolj učinkovite. Vprašanje v zvezi z ženo, lahko torej zdaj izpustimo, oziroma smo dobili odgovor, nekako. Vseeno me pa zanima tukaj, da morda še kratek pogled, preden se potopiva bolj vsebino knjige, pogled na sistemsko raven soočanja s temi zadevami. Dobri izjemni prijatelji urgentne medicine mi je na nekaj primerih predstavil, recimo, da o zelo težkih dogodkih ni bilo, recimo, tistega, kar je pričakovala, pa v sporednem sistemu v policiji, da je ta zadeva dosti bolje opredeljena, bolj dodelana. Kako to zgleda v našem zdravstvu, oziroma kako to tudi zgleda na drugi strani v Gorski reševalni zvezi, ki je na drugi strani prostovoljna organizacija. V zadnjem času sem imel
nekaj, kar je priložnost govoriti s psihologom Trušovcem, ki nekako skrbi, oziroma mislim, da je ekipa, ki skrbi za soočanje z izgubami oziroma s težkimi trenutki, kako se te zadeve pravzaprav obravnavajo za dostni meri ali še ne. Ne, v zadostni meri sigurno še ne, je pa velik napredek v zadnjih, lahko rečem, desetletju ali nekaj let več. Policija ima to že kar tukaj dobro urejeno, vojska tudi, ker imajo svoje psihologe. Vojska reševalna ima tudi že sistem zaupnikov, pa nekaj psihologov, že omenjeni Žarko Trušovec, ki je zelo izkušen vojska reševalca, psiholog. V zdravstvu smo pa kar precej šibki, če gledamo generalno na državnem nivoju, ampak posamezni zdravstvene ustanove, konkretno zdravstveni dom, ki ga vodim, imamo pa že svoj sistem, ki ga uporabljamo v primeru traumatičnih dogodkov. Imamo tudi možnost, da take ljudi napotimo k psihoterapeutu, ima pa kakšno drugo podporo. Tudi med seboj se, tisti, ki delamo v urgenciji, po vsaki težki intervenciji se dobro sedemo, se pogovorimo, da se ima tudi ne samo strokovno, ampak čustveno razbremenimo. Ampak to imamo pri nas, pa mogoče še kakšen zdravstveni dom, ni pa to še sistemsko urejeno v zdravstvu, pa bi morali biti nekaj poklic, tisti, ki delajo v urgenci, to so izjemno stresni poklici. Podobno kot, ne vem, gasilci, podobno kot policisti, na nekaj način mogoče še bolj, ker mi smo tisti, ki v končni fazi direktno delamo s človekom, ki bo umrl ali pa ne bo umrl. Če na meni v rokah umrejo v samo medicinskem znanju, je to zelo stresno. In zato rabiš mehanizme, ne samo individualne, ki sem jih pred nekaj naštel, ampak tudi sistemske, se pravi, da ima tudi ustanove, da mu organizirajo neko pomoč. Tega je še premalo. Včasih bomo začela vzpon v navezi, torej tudi proti vašemu modelu, proti knjigi, konkretni vsebini. Pravi unikum je zapis, dialog dveh prijateljev, ki se med seboj razlikujeta, sta se na eni strani se tudi podobna, se zelo spoštujeta med sebojno, vsak poskrbi za neke čudovite ekološke pasaže, zapise, nekaj izvemo o motivaciji za nastanek oziroma o vzgibih, tudi o okoliščinah in v kakšnih trenutkih zadeve začnejo zoreti oziroma nastajati, pa navadi, ko vas kaj gibalno malo zaustavi, pride čas za to. Ne vemo pa prav dosti, pa bi že želel vprašati še to, kako pa ste si konkretno podajali tukaj na Pero, oziroma kako je pravzaprav nastajalo glavne za poglavje, kako sta eden drugega prebirala, si dajala odzive, kako je potekal pravzaprav nastanek tega dela, katerega zdaj gremo. Prva faza nastanka te knjige je bila, da sem prepričal Tomo, da čeprav je zelo pismen, napisal že 20 knjig, ampak to bo strokovnih, on je profesor primerjalne književnosti, član Slovenske akademije znanosti, da se je lotil tega, ker to je velika razlika pisati osebno izpovedbo ali pa pisati, ne vem, ko opisuješ, analiziraš neke svetovno znanje pisatelje, pa njihovo pisanje. Tam sem bil zelo hitro uspešen, ker sem dal čisto dobro vedeti, če se nečesa lotim, da ne odneham, če se malo pohecam. Potem sem naredila seznam skupnih doživetij, ki sva jih želela opisati, potem sem pa pisala vsak zase, nisva nič kaj dosti izmenjevala, ravno z namenom, da ne bi kaj vplivala svojimi razmišljanji ali pa s pogledom na dogodke. Šele potem, ko se je nabral veliko materijala, sem to malo uskladila, kar se tiče časovnih in drugih vidikov, da sta to v bistvu skoraj dve ločeni knjige nekako prišli skupaj in vedel sem, da bo zanimivo tudi po tej plati, kako so enake dogodke, enaka doživetja, da tako rečem, različno doživela in tudi različno obesedila. Vsak nas bo način, vsak svojim stilom, pa ne samo stilistično, ampak tudi vsebinsko. Jaz sem, ne vem, če vake rekiram v eni vihti, sem bolj užival, to bo da bo nas smrt strah, recimo, ali pa take. Jaz sem v kakšni plezalni smeri bil res vesel na vrhu, on je pa sam to razmišljal, kako bo še težko se stopiti, pa take. Mislim, res zelo tako, ni bilo samo črno-belo, ampak mislim, da je eno od čarov te knjige res, da dva človeka, ki sta sicer zelo dobra prijatelja, ampak hkrati zelo različna, z
različnim odnosom dobra, do alpinizma, da v istih stvarih na tako različen način pišeta. To daje po mojem dodatno dimenzijo temu pisanju, to je tudi pravzaprav eno od osnovnih namenov knjige. Predlagam potem, da gremo na osrednji del. Dr. Tomazin nam pa zdaj malo podrobno predstavi vsebino. Ta čas se bo videl beseda, potem pa se vrnemo še za finale. Rekonska z knjigo, ki nastajala po vojni 2 leti, dogodki iz te knjige so pa nastajali 50 let, tako da to bo res na hitar. Moje prvotne ime je bil za knjigo delovno naslov Poved, ampak se mi zdi naveza še boljše. To so vidva, smo živeli stene pred kakšnimi 15 leti. V glavnem, če se vrnem, to je knjiga o alpinizmu, ampak ne samo knjiga o alpinizmu, to je knjiga o enem zelo počasi nastajajočem prijateljstvu, ki se je začelo čisto na ključu, bivši jugoslovanski ljudski armadi. To je knjiga o literaturi, to je knjiga o doživljanju gora in literature, ki obavljava izjemno rado knjige. Zato tudi jaz najrač poznam v knjižnicah, ker se res v enem prostoru, v enem kraju, ki je, da tako rečem, napolni s knjigami najbolj spod tako dobro počutim po garohribih. Skratka, to je najna zgodba, začne se v steni Bele peči. Če kdo to pozna, to je ena tržiška stena, nasproti Storžiča, zadnje Košuta. Tam imamo kar nekaj težkih, kratkih smevi. Potem na domačih gorah, Tržičane, tržiški alpiniste je Storžič, najbolj domača gora, ko je pogled na Storžič, z vrha omenjene Bele peči. Da vem, kdo od vas, ampak mislim, da vas je nekaj v tistih letih, da se vsaj približno spomnite jugoslovanske ljudske armade. Danes je to neznanka oziroma oddaljen spomin za mojo generacijo. Včasih je bilo obvezno služenje vojaškega roka, ki bi današnjim precej razvajanim mladim generacijam kar koristno, vsaj v enih aspektih. Takrat je bilo pa za nekatere to nujno zlo, za druge pa kar, da lahko rečem, lepo ali pa koristno doživeti. Zdravniki smo zelo hitro začeli samostojno delati. Tako da za nas po strokovni plati je bilo to odlično. Mi smo prišli nabiti za znanje iz fakultete brez izkušenj. Pred seboj smo pa imeli populacijo, ki je marsikaj prinesla. Če smo najkaj malo kiksna, ni bilo kakšnih hujših posledic. Tako da, recimo mi s kolegom smo imeli v Tolminu, v Tolminskem garnizonu, sem imel svojo ambulanto, 18 postelj, se pravi mini bolnico, da smo čim zelena, imela sem svojo lekarno, brez farmacevta in to smo mi ordinirali za cel Tolmin. Pa še akupunkturo smo se zelo učila na tistih vojakih. Ker nisem imela akupunturnih hidralnih tenkih, smo kar z injekcijskimi, to so vse prenesli. Ampak tisto, kar je bilo zelo pomembno, alpinisti smo bili nekako deljeni v planinske enote, ali tudi zdravniki. Zato sem jaz pristal v Tolminu, čeprav sem zaradi tega pobega iz Beograda kazensko bil premeščen na albansko mejo, ampak so me nekako uspeli spraviti za drugo polovico vojaščine v Sloveniji, v Tolmin. In potem smo šli pa za mesec pa polno pokluko v planinsko enoto in tukaj smo potem, jaz sem pač ambulanto vozil, torej popolne pa pomaskom in pa prej. In smo se hitro najdeli 3 prijatelji, to je ta Tomo Vilk, s katerim sem napisala knjigo, jaz pa še en prijatelj z Kranjske gore. In smo vsak dan hodili na Viševnik smučat, 2-krat, 3-krat, včasih tudi večkrat, po noč, čeprav se po noč ni smelo okrog hoditi. In tudi nekaj izjemno lepih doživeti, tukaj je bilo, to je v knjigi bolj natančno napisano, eno izjemno fascinantno doživeti, ker tako malo iracionalno je bilo, ko smo z Viševnika smučali na severno stran, tam je sicer ena kratka stena, in smo jo poznali takoj za tem nerokom. Nekaj nas je pičal, noč je bila polna luna, in smo se kar zapodali v to steno, ker nismo vedeli, da se smo da smučali, da so skale in snik, in smo ko en transu smučali dol, in izjemno lepo doživeti, kar natančno napisano v tej knjigi. Tam smo se s Tomodom spoznala, potem sem ga enkrat povabil plezati, ker mi pač, jaz sem bil toliko zagnan, da nisem mogel imeti enega samega soplezalca, ker pomen v tistem času ni hodil toliko plezati, kar sem mislim. In sem ga povabil Paklinico verjetno mnogi poznate, ena čudovit kanjon, tudi za planice, zelo zanimiv, so alpinisti plezalci pa še bolj. Tukaj sem ga malo testiral, sem videl, da je tukaj dober, ker je pa vrhunski smučar, tudi člani reprezentance svoje čase. No, to je spet največja kuka, njegovo prvo smer sem ga pejal, kar je malo dokaj zahtevno smer, poleg deliti daško, tam se
izkazal, da sem bil, da bo čisto doslovno soplezalce. Takrat niti približno še niso napaljati, bil pač en od mojih številnih znancev. Tukaj so v drugi smeri, tudi izhodišče za naslovnico knjige. Faktornice je res fantastično plezanje. Jaz sem na tem kanjonu preživel več kot, če bi vse dni seštel več kot 2 leti svojega življenja. Če bi prav veseli biti vzel, to so pa gore nad kanjonom, pa že skoraj 3 leta sem prav seštel v tedni. Čudoviti kraj. V knjigi je kar nekaj pozornosti posvečene nevihta. Veste, da je nevihta ena najhujših stvari, ki lahko doživiš v gorah. En je pa hkrati ena najlepših, zelo uživamo v nevihtah, seveda pa ne, če me nekje res stene, tudi končno moraš, samo čakaš, a ne, povati, ne. Tukaj sem užival iz bivaka v Storžiču, gledam nevihto, kako se bliža, tam na okno slonim, pa uživam, pa slikam. Imela sva pa s Tomotom skupaj kar nekaj zelo nevih, zelo nevarnih neviht, pa res v divini, ko je bila prvo teorijate, bo zadela strelati ne bo, na turovih gredah. To je tukaj, a ne tudi en čudovit kraj na Velebitu. A kdo pozna to? Je že kdo bil? To je najlepših krajev zadnje, ker jih je Bog, če je kdo gledal filme v Vinetuju, tukaj bo se večina teh stvari dogajala. V glavnem tukaj sva imela eno izjemno divno nevihto, kjer bi naj pa skoraj pobrali, a ne, to je jaz vam to opisal na 10 straneh, bomo pa na eni, a ne. Glavno, obaj pa res strah se ne samo še živo zraven. No, potem je tudi opisanih nekaj pomembnih dogodkov, za me je najpomembnejših seveda, ko sem pa enem ekstremno slučajno na eno steno se hotel prvi prislučati, padlo 60 metrov in se ga hotel polomil. Pa so mi kolegi traumatologi in je rekel, da ne bom nikoli več slučal, potem pa plezal, jaz sem da tudi ne, še hodil vam bolj težko. Ampak dobro leto po tej nesreči sem bil že na vrhu 8000 čaka. Tako da sem alimantiral svoje kolege, no tudi nekaj predpadcam, ne. Tukaj dol sem hotel skočiti, čez tale rop, enih 7-8 nekaj bi treba, pa mi je nogo zelo trdo skok in sem pa še naprej dol padel. V glavnem, to je dosti tako opisano, in so razne zanimivi prizadnji vzponi, s Tomotom sva se lotevala vedno težjih, samo ne mislim, da opisujem samo plezanje, ker to je tega non-stop, da je že meni časno brati samo o plezanju, ampak marsikaj, kakšne psihološke fore, zgodovino, stiske, take in drugačne strese. To je recimo ena moja prvenstvena napak, inicialna tros. Z tega mesta sem padel, spulil si nekaj klinov in sem po 20 metrih letenja v zraku, sem se ustavil približno meter na tlemi, a ne. Spodaj pomalo so obe pa skale, če bi še 2 metra nižji padel, vem kaj, najbolj nekaj dosti ostali od mene. Plezala sva vedno težje stvari in se spoznavala, počas, tako da je težko reči, da je sva postala prijatelja. To je pač en proces, en odnos, ki ima svojo dinamiko, mislim, ljudi. Vmes, ker smo oba navdušenca nad literaturo, Tomo tudi eden naših vodilnih strokovnjakov za literaturo, kot sem že rekel, se tudi loteva razmislekov o pripovedovanju o literaturi, ki naj jo oba navdušila, malo se vrnila k nekaterim mojim prejšnjim knjigam, kot zanimivost, a ne. Oba sva bila nora na knjigi o Vinetuju, kar da Maja, a ne, Tomo tudi danes, ker imam to napisati, a ne, on vrhunski strokovnjak za literaturo, akademik. Pa Karel Maj, a ne, ki je taka, si verjetno je dobral, ampak v mladih letih je bila to odlična literatura, da te navduši po eni strani, ti ima pomaga graditi neke etične principe, po drugi strani te tudi navduši za razne pustolovščine. Pa potem sem začela plezati pri mestni smeri tudi v višjih gorah, recimo v Plani, v meglina smer, zato ker sem jo plezala v taki megli, da sploh nismo točno megla, kje sva. To je bilo noč pred tem prvenstvenim vzponom. To se je zmeraj pohecano, doskrat predaval v tej knjigi oba skupaj, ki je me vprašal, zakaj ne bom zelo spal zraven njega v spalni vreči, sem rekel, moče tudi meni, kakšna bolezen leze. Pa on rekel, ja, kakšna bolezen pa misliš, a ne? Pozno boš povedati. Nisem njega, ampak razne žužilke in podobne stvari. No, to je začetek, tukaj še ni bilo megle, naprej gore je bila pa taka megla, da do vrha stene nisva sploh bila, ki ponovno prišla. Planja, to je že bil na vrhu, Planja, to je nasprot Razorja gora, to je najlepših predelov v Gorici, k nam je tik pod vrhom, ena taka travnata oaza, kjer po vsakem izdanem vzponu se moramo reči, vsak za nekaj časa použivati v pogledu
Na Triglav, ki ga vidite v zadnju, pa Trendaj desno spodaj, pa še Marskaj. No, predvsej prišel je tudi o studiranju. Jaz sem večino svojih alpinističnih vzponov upravil sam. Studiranje je izredno lepo zanimivo, ker tam si res sam čisto druga zgodba, kot če plezaš v navezi, ta druga dinamika je zanimivo na drugačen način, ker si pač v odnosu z nekom, pa si da predvsej bolj varno je, ker si lahko promošiš, ker si pa sam, so pa druge dimenzije. Tam si pa res sam, moraš biti popolnoma zbran, bistveno bolj nevarno je, ker ne smeš pasti nekoga, ki ne bi ti pomagal, pa tako naprej, to je pa spet čisto posebna zgodba. Jaz sem predvsej natančno opisujem svoje solo plezanje v čovnu na stebru na mladih letih, ker je ta smer, če si na Triglavsko steno, ker sem v precejšnjo krizo in sem razmišljal, kako se Klemen Tjuk, tisti, ki poznate alpinistično zgodovino, pred mnogimi desetletji pa ubil tukaj v sosednjem delu stene, ko je plezal svojo prvenstveno smer, ki se imenuje Jovski vrh. Tako da ne bi noč prijetno razmišljati o tem. No, pa še nekaj iz mojih številnih solo vzponov, ne gre, ne ljubiti. To je res izjemno zanimivo, ampak si ne može pa popolnoma zbran. Meni tudi zato solo plezanje všeč, ker res zahteva tudi, če se ne moraš zbrati, se moraš, ko imaš enkrat pod sabo globino, ko veš, da bo najmanjša napaka, da tam pride popolna koncentracija. Če pa ne, pa pač ne moraš nadaljevati. Kar precej duhovito opisujejo tudi zimski alpinizem, to je najtežje plezanje, je zimsko plezanje. Stena razrednik, ne vem, če je to od vas že slišal, kakšni planinci najbrž že, pa alpinisti. Malo znana stena v današnjih časih, skoro nihče več ne pleza, ker je izjemno krošljiva, podira se stalno, pred kratkim se podali ogromen del stene, mnogo tisoč ton dol, in da sem izplezala pozim, ena redkih, leta 1990. In tudi tukaj je velika razlika, jaz sem na nek način malo živel, to moj pa tako, vsak na svoj duhovit način to opisujeva. Ampak zgodba o tej steni se nadaljuje čez 30 let, čisto na način, ki ga niti jaz takrat, ko sva prvič plezala, ne bi pričakoval, popolnoma druga zgodba, to pa tole, moj skok z vrha stene. Verjetno saj nekateri veste, ste vi slišali za base jumping, ko pač skočaš čez eno dosti strmo steno, imaš potem tako posebno obleko, da nekako letiš z njo in si da preden potiš do prav, moš pa predalo odpreti. Še ne je to prvo pa zadnji skok. No, takole to zgleda, največ skačemo v Dolomitih, pa v Italiji, Arko, to je takoj po odrivu, stena Monte Brento nad Arkom, nad Lago di Garda. Takole pa zgleda v zraku, ko letimo 200 na uro. Približno tako, razmerje 1:2, tako da lahko kar nekaj kilometrov delač poletiš. Izjemno intenzivna dejavnost, tudi tukaj isto kot v solo plezanju, popolna koncentracija, ker niti najmanjše napake ne smeš narediti. Izjemno lepo letenje za mene, pravzaprav najlepša oblika letenja, predvsem pišemo tej knjigi o tem. Nažalost je pa tudi najbolj nevaren šport oziroma dejavnost, vsaj kar se smrtnosti tiče. O tem bom nekaj napisal, v tej knjigi je samo nekaj izvod, pa nekaj razmišljaj. No, s to dan sem potem plezala vedno zahtevnejši prvenstveni smeri. Ena bolj zahtevnih pa najvišjih je bilo v severni steni Rijavine, kar je ena najbolj pa najvišjih sten v ulicih. Tle v centralnem delu gre, imenoval sem jo turkizna boginja po Goričovoju, po 8000, ki sem ga par mesecev preplezal. Zanimiva smer, orientacijsko zelo zahtevna, takole smo iskala prehode. Ko je to je najtežji desno smer, ena mokra previsna zadeva, ker sem bil kar zelo blizu moje padca. Ampak smer smo uspešno preplezala in takole smo potem na vrhu. Zadaj pri tomu kolenu je stena debele peči, ker sva nekaj pretoteno prvenstveno smer, ker je zahtevno splezala. Skratka, čudovite doživetja so se vrstila eno za drugim. In potem je pa šel čas, da gremo malo tudi visoke gore že. Tako da sva se leta 1990 lotila odprave v kanadsko skalno gorovje. To je najlepša gora tega skalnega gorovja, pravi kanadski Matterhorn. Mount Assiniboine se imenuje, tudi eden najbolj glavnih ciljev, izjemno lepa pokrajina. Če imaš srečo, vidiš tudi kakšnega medveda, grizlja pa lose in podobne živali. Do vsega tega smo bili kar na pritek. Je pa 2 dni hoje do te stene, tako da bi kar prišel v teh hodah, kar v Julicih.
Tako so oni navezali splezala eno klasično smer, še najbolj sva prezdravila, če sem še vedno izvedela, da sva postavila časovno rekord, čeprav nisva si jo vodila s tem namenom, 2 uri pa pol, pa 2 uri 3/4 sva jo plezala. Običajno se pleza cel dan, naslednji dan sva si pa lotila. No, to je še prvi dan na vrhu, pa si ne bojna, da vidi razgled. Naslednji dan sva se pa lotila prvenstvene, v najbolj srednjem delu stene, bila precej bolj zahtevna, tako izgledala. To sva preimenovala Srebrn rok, ko sva gledala gora v Mesečini, preden sva se lotila plezanja. Ampak ko sem na internetu dobil, so jo zdaj preimenovali kot slovensko smer, ne vem zakaj sicer, ampak tako so jo pač Kanadčani preimenovali. No, to so potem tretji dan pod steno, ena prva smer tukaj, druga, ki je v tem najstrmejšem delu stene, kar je čudovita gora, pa tudi čudovit dostop. Kanadsko skalno goro je res izjemno lepo, če si na kakšnem vrhu, na sred imaš okrog in okrog same gore, čudovita jezera, vsako je drugačne barve. No, potem še bolj glavni cilj je bil pa Mount Robson, to pa bila za najzahtevnejšo goro v skalnem orodju. Tukaj se je pa to odločil, da ne bo šel tega plezati, ampak sta šla z novo prijateljstvo, ker vsak ima svojo prijateljstvo seboj, da bo šel nekaj lažjega in se ne s potem osnoval sam in sem se odločil, da bom probal solirati, sam preplezati na vrh te gore. In sem se tega lotil in to je bila eden mojih najnevarnejših vzponov. Najprej potreba in odjeročo neko prebresti, potem seveda to vse nenavezano z ogromnim nahrbnikom, potem stebru. Potem sem prvi del noči prespal tukaj na tem razbitem ledeniku, tako je to izgledalo, izjemno zahtevan, izjemno nevaren ledenik, ogromne razpoke, tako da sem tudi kar precej srečen, da nisem padel v kakšno sred noči, sem pa začel plezati. To še iz te stene si ga nimam. Ko sem začel plezati, se je ogroman sirak podaril, da ni če veste, kaj je sirak, to je taka ledena stena, če se kot gre par 100 ali pa nekaj 1000 ton tu, se je v hipu spremenil v plasti in to, da plakne stene, nimaš šasno, kot meni se je to podaril. Sred stene sem izromil en cepin. Čeprav je bilo kar precej zahtevno plezanje, sem moral nadaljevati samo z enim. To je bilo dejansko moj najzahtevnejši do takrat svoj vzpon. Posebna zgodba je bil sestop. Po drugi smeri, tudi kar precej zahtevni, tukaj sem srečal 3 kanadske plezalce, točen sred tegale. So bili zelo začudeni, da si upam sam dol, ko sem rekel, ja, na mega ni bilo, sem moral tudi sam prišel. Oni so potem nadaljevali proti vrhu, jaz sem pa se spomnil naprej, mislim, tudi parkrat skoraj padel ledeniško razpoko. Ko sem prišel domov nazaj, takrat je bila že Jugoslavija, čez enih par tednov sem dobil njihovo pismo, ko so hotel tukaj dol se stopati, tega ni bilo več, se je vse kodrlo. Smo rekli, da so morali še 2 dni se stopati na drugo stran, tako da smo jim vsi ogromno srečo, da se jim že takrat kodrlo. Ko smo bili tukaj. Skratka, cel kup takih dogodkov zelo dramatičnih, to je tudi pisano v knjigi. No, to je ena zahtevna smer na severni Triglavski steni, ki sva jo plezala vsak v svojem precej zakompliciranem čustvenem stanju takrat, ki ga tudi v knjigi opisujeva, ampak sem jo kar dobro zmogla, kljub čustvenim nahrbtnikom svojih vsak nosila sabo. Takole to zgleda, ne? To mu je tudi lepo razmišljanje napisal, kako je, če imaš neke take in drugačne težave, kako pozabiš na nevarnost, kako bolj sproščeno plezaš, kako lažje na nek način plezaš, ampak hkrati se seveda stopna nevarnost ne dvigne. Kar nekaj zanimive psihologije opisujeva. Tukaj je še nekaj poglavij, takih in drugačnih, kar precej smešnih dogodkov tudi opisujeva. No, tole poglavje je meni zanimivo zato, ker sem se potrudil in napisal, da bi dokazal, da je lahko tudi lahek, čisti navaden alpinističen vzpon, ki v alpinizmu ne pomeni nič, se pravi stopnja 1, 2, kakšno mesto 3, ker bi rekel, da se lahko skoro s kolesom voziš, to ne tako enostavno plezanje, ampak da lahko čudovito doživetje, če si v dobri družbi, pa če si tudi prav bi rekel razpoložen, oziroma če si odprt za vse, kar si lahko prvoščeš. Tole smo plezali Tomo, pa moja žena, ki tam je tudi prisotna in smo se super imeli, kljub temu, da v eni ni bilo najboljše. Res lepo doživetje. Vmes, kot sem že večkrat rekel, ena od rdečih niti te knjige,
ki je tudi knjiga o odnosih o alpinistični psihologiji, ne samo v alpinizmu v ožjem smislu. Se lotevava tudi drugih mojih knjig, spomnil tam tudi nekaj citatov iz tele moje pesniške zbirke Iskanje Šambale, ki se lepo vklapajo vsebino te knjige. In pa se nadaljujejo s plezanjem, na eno prijateljstvo se poglablja, tudi vedno bolj kompleksno, tudi malo se sodelujejo na literarnem področju že počasi. In pa seveda ena rdečih šlic lastne druge polovice knjige je pa tudi staranje in vse, kar paše zraven. Tudi alpinisti se staramo, tudi alpinisti se slej, ko prej soočamo s tem, da naša krivlja ne gre samo gor, v višave na 8000-ake, ampak gre tudi na dol. Tukaj so že prve poškodbe, prve obrabe, tukaj vidite tomu, da kako se stopa z odpornicami po eni prvenstveni smeri v ulicih. V skladu s tem so tudi naslovi poglavi, ko različila že v staranju, šaljivo opisujejo zgode in nezgode, tudi že malo zaradi posledic staranja. No, tolo knjigo nekako bo kdo rekel, da ne sodi, Tudi jaz sem rekel, v morje pa res ne sodi v alpinizem, ampak to bo je enkrat naredil izpit za skiparja, se pravi za vodnika jadrnice, in me potem nekaj let prepričoval, da ne pa je grem z njim jadrnice, nekoj svežni morje in zame. Da je rabo približno toliko časa, da me je prepričal, da sem šel enkrat z njim jadrnice, ker sem jaz rabo, da sem ga prepričal, da smo si te knjige lotila. Ampak moram reči, da mi bo zelo všeč, da bili smo trije, jaz pa žena pa Tomo, in smo šli jadrnice, da je izbral najlepše kotičke Jadrana, koronate, ki jih vidite na sliki. In jaz sem zelo hitro ugotovil, da gre za na nek način podobne dimenzije kot v gorah. Morje je enako prevzemajoče okolje, ali pa podobno prevzemajoče okolje kot so gore, vse je odvisno od človekovih afinitet, od tega, zakaj si odprt, kaj ti bolj nekako na dušo napisano, ali se zaslo tudi te dimenzije, ki jih pač pomorščaki poznajo. Tako da sva tudi v knjigi nekaj o tem napisala. Evo, tukaj je možda prepustil Kamilo Vajencu, pa se da budemo spremljali, ne bi jaz kaj preveč po svoje. Edin moj pokoj pri nas smo šli jadrat je pa bil, da se bomo kje zasidili, kje kakšna stena, da se podali plezati. Seveda na Kornatih to ni težko dobiti. Tako da tukaj smo se enkrat zasidili, posle pa jaz tem čluničkam se odpravil klede teh sten, oziroma skupaj žene sva šla, da se neste lahko malo naplezal. Tako je to zgleda, tudi kar zanimivo doživetje. Ne mislim, da je tako enostavno, če si žive kakšnih 10-15 metrov čofnič v vodo, sicer še zmeraj boš kot na trda tla, ampak vseeno je kar nevarno, tako da se moš kar potruditi, pa po možnosti ne pasti. Pa čudovita doživetja so možda tudi na morju, tako sem rekel, in en delček knjige je tudi temu posvečen. Za mene je bil to kar en res tak zanimiv korak preko drugam. To so pa zdaj že bolj zaključna poglavja, tukaj v bistvu tukaj na mojo, ker pa se težko nesrečo zagrad in padalo se nemo pred nekaj leti, ko sem se polomil in je že kazala, da se bo moral tukaj kakšna stvar nehati, pa se ni. In pa zaključna poglavja so pa poglavja o sestopu, ne dobesedno sestopu, ker tako veste, vsaka gorska tuga se zaključi s sestopom, ampak o sestopu na drugih področjih, ko se sposobnosti manjšajo, ko se zdravje slabša, ko gre to vse na enem nivoju navzdol, ampak na drugih nivojih gre pa lahko tudi kam drugam navzgor. In to smo skušali v tej knjigi tudi predstaviti, oziroma obesediti, se pravi, en del tega je pa tudi staranje, pa zelo širokem smislu, kako lahko tudi potem, ko te moči počasi pojenjujejo, ko nisi več vrhunski pa nekih dejavnostih, kako se lahko naprej raziskuješ, naprej doživljaš in greš pač eno konstruktivno pot naprej. To je malo kratko v tej knjigi, tukaj bi samo še z eno slico predstavil moje ostale knjige. Nekateri so iz Himalaje, nekateri so v Letenju, tista tragedija gorske reševalne službe. Imam tukaj dobro odzive bralcev, česar sem vesel, vse knjigo pišemo pravzaprav zares, pišem iz dveh razlogov. En razlog mi je, to neke vrste tudi autorefleksija, sam ponovno raziskujem, kaj sem doživel, kako sem doživel in mi je izziv, kako to obesediti, čim bolj zanimivo pa nazorno obesediti. Drug izziv je pa seveda, kakšen bo odziv bralcev, da se pišeš tudi za druge, ne samo za sebe.
toliko na kratko verjetno pa kakšno stvar še v dialogu povedala. Zaenkrat hvala za pozornost, pa seveda vabljeni potem tudi pravijo. Nadaljujemo še malo daljši epilog, da bomo še tako zaključili, imamo še nekaj časa. Zelo zanimivo in povedno, da tisti, ki ste knjigo prebrali, ste marsikaj podoživeli, tisti pa, ki še niste, pa zato morda tudi boste. Za gornike, alpiniste, plezalce je strah ena takšna zanimiva substanca, ena reč, v kateri se tudi govori, se morda tudi nekaj prizna. Je pa to ena takšna, kako bi rekel, občutljiva stvar. O strahu pišete, rekel, zelo neposredno, ga primete z obema rokama tudi v knjigi, ne samo v realnosti, to se mi je še posebej zdelo, kot alpinistu, ki podobno premišljuje vsako potezo in se potem v razmišljanju o vzponu, pred vzponom, pred bilo kakorkoli, se ti strahovi malo rasejo v glavi, rasejo v noči in se tudi končujejo z nekimi neljubimi epilogi. Lahko ta miselni tok se ponavadi pri avtorjih literature ustavlja, tam preden se nadaljuje epilog, vi pa pogubno včasih zapišete neljube besede, neljube stavke o tragičnem koncu, ki bi se lahko zgodil. Ta zadeva me še posebej se dotaknila, ali pa je mogoče ena specifika vašega pisanja, se bi strinjali, ali je to v primerjavi z drugo alpinistično literaturo, ki jo berete, unikum, ali ste že, ali kako pravzaprav razmišljate in pišete o strahu, kaj vam to predstavlja? Ja, strah je predvsej ljubo področje za raziskovanje, ne pa za doživljanje, ampak nažalost stvari, ki jih počnem, da so kar predvsej povezane s strahom, če da nimaš bolj, da se tega ne lotevaš. Vemo, da je bilo pisanje o strahu kar predsejšnja tabu tema v alpinizmu, pa tudi v drugih takih nevarnih dejavnostih, kar se zdi meni zelo neumno, če hočeš res iskreno način pisati, potem moraš biti iskren tudi v področjih, ki mogoče te ne delajo enaka, oziroma ki kažejo tudi na tvoje šibkosti, ali pa saj na tvojo kompleksnost. Meni strah je izredno zanimiv občutek, ga tudi kar precej raziskujem, v šali sem že večkrat rekel, pa tudi napisal, da bi lahko svoj drugi doktorat delal v strahu, ker imam toliko izkušenj z njim. Je pa res ena nekaj takih enostavnih resnic, ki so mogoče premalo znane. Večina ljudi, ki jih ni bilo strah v alpinizmu, tudi taki so bili, jih ni več. Ker strah je mnogoplastna zadeva, je tudi obrambni mehanizem, sicer zelo neprijeten, lahko tudi onemogoči kakšen vzpon, kakšen uspeh, kakšen rezultat. Ampak hkrati to res ena varovalka, predvsem je pa izjemno zanimiv občutek za podoživljati, za raziskovati, da tudi po psihološki plati je meni zelo zanimivo. In zato mi tudi ni bilo težko pisati o tem, ker se pravim, če pišeš eno knjigo za moje pojme, moraš pisati iskreno. Ne pomeni, da moraš zdaj čisto vse pisal, zmeri ohraniš kaj zase, razmišljanja, dogodke, karkoli. Ampak tudi je pa to en najpomembnejših občutkov, tudi najbolj pogosto prisotnih občutkov v alpinizmu, pa tudi v drugih takih dejavnostih, mislim, da si zasluži precej večjo pozornost, kot jo pa dobiva, oziroma jo je dobil v večini alpinistične literature, vsaj po mojem mnenju. Jaz pa tem, kar precej pišem, kar se mi zdi zanimiv. No, vrhunc tega mojega doživljenja strahu pa definitivno brez jumpinga ne. Tako, ki tega tam narobno stene strah, preden dol skočiš, to pa je pa v alpinizmu redko, razen pa kakšen vzlovno spomn, če padeš v krizo, pa se ti začnejo roke tresti, kot samo imaš to 500 metrov pripada. In tudi to mi je bilo še dodatno zanimivo, kako se soočati s tem strahom, kako ga nekako kanalizirati v to, da si še bolj učinkovit. Se veste, ljudje strah zelo različno doživljajo, eni zamrznejo, eni ratajo manj funkcionalni, enim se sposobnosti zmanjšajo, jaz imam pa to srečo, pa še nisem raziskoval čisto vse mehanizme, zakaj bolj, ko je
večja psihična obremenitev, bolj ko me je strah, bolj funkcionira. Kjerkoli. Pri letenju, v alpinizmu, pri reševanju, ker je seveda zelo koristna lastnost. Sam seveda moraš ga zelo dobro poznati, oziroma sebe moraš zelo dobro poznati, če se sprehajaš v teh dimenzijah. Toliko na kratko reče v knjigi. Vprašanje je bilo, ki sem si ga pripravil tudi o tem, ali je ta strah, recimo pri alpinizmu, base jumpu, kar ste že odgovorili, na nek način drugačen, oziroma če se premaknemo potem raje na področje tveganja. Naj verjetno skupni kolega, ne vem, kako se poznate z Rokom Zalogarjem, Veserjem, je enkrat pred leti sicer že, ne vem, če danes še podobno razmišlja, tveganje pri alpinizmu postavljal, ali pa nekem resnem vrhunskem alpinističnem sponu postavljal više, kot pri base jumpu, kjer se izpostavljen kratek čas, potrebuješ kratek fokus. Se okoli tega opredelili, bodi si strahu, ki pravite, da je intenzivnejši, ali pa tveganje, ki je tam neko daljše, v besu krajše. Ja, tukaj je razlika v časovni dimenziji, kot je bilo že rečeno. Če se recimo na himalajski pravi, pa je vzpon na 8000 traja nekaj dni, pa en teden, je to strah konstantno lahko prisotno v mestu, če se pristavim samo v določenih situacijah, se malo poveča. Pa base jump je pa res skoncentrirano na robo stene, torej naskočaš, potem ko se enkrat v zraku ga ni več. Takrat samo letiš, imaš nas fokus na letenje. Tako da tisti strah je precej kratkotrajen. Zdaj pa drugo pomembno področje je pa, koliko je strah utemeljen. Pa base jump je sigurno strah zelo utemeljen, ker tukaj je pač smrtnost najvišja, ali približno 1% smrtnost na leto je. Če to veste, pri base jumpu, da si prav, da so ljudi, ki letijo, ki skačejo base jump, je približno 1% na leto jih umre. Tako da v alpinizmu je ta številka bistveno nižja. Tako da te dva strahova je težko primerjati. Sta zelo različna po intenziteti, po vsebini in pa predvsem po trajanju. Kot mnogih drugih stvari, kot pri mnogih drugih stvari ste bili tudi pri letenju, pri skokih base, unikum. Z letenjem ste se imeli izkušnje, mislim, da publika to ve, kot padalec, kot zmajar, že v ranih letih, skratka še v 80-ih, 90-ih. Potem pa odločitev za ta ultimativni, po mojem pogledu, ultimativni šport, pa za alpinista. Videli smo že takrat, da alpinizem počasi se združuje tudi z tovrstnimi dejavnostmi. Danes je pravzaprav letenje z gora, ne nujno samo base, ena od precej že sprejemljivih oblik, se mi zdi precej tudi trendovskih, skoraj da bi tako se upal reči. Ampak ja, base, približno 10 let skačete, če sem prav ocenil, dobrih 10 let. Kako je potekala iniciacija v to base skupnost, se pravi, verjetno najstarejši, si upam trditi, ali poznate koga starejšega, ki se je lotil tega športa, odkar ta svet stoji, kako se večkrat izrazi v knjigi. To je bila moja mladostna želja, base jump je takrat je bilo še v povojih v Evropi, praktično ni bilo ljudi, mogoče dva, v Sloveniji, v Jugoslaviji, nekogar. Leta 85 sem se odločil skupaj s svojim prijateljem, ki je bil takrat eden najboljših padalcev za skoki z aviona, pa moj kolega Zmaj, da je se že bilo slišal za njega, sem se že opisal v padalski tečaj, ker najbolj moraš z aviona skakati, da dobiš te osnove. Potem sem si pa ponovil pri tistem smučarskem spustku, ki sem ga pokazal na sliki, tukaj po zimi 86. Potem je pa prišla Himalaja in me je za kar enih 25 let tako prevzela, da sem vse ostalo pozabil, tudi na base, ampak potem enkrat, čisto racionalno med enim nočnim dežurstvom, zdravstvenem domu, ko že 10 let prej nisem razmišljal o base, nekaj naenkrat prišlo v glavo. Zdaj boš ti začel to skakati, sploh ne vem kako, da bi mi na nekom pritisnil. In prvi korak, ko sem naredil ga je, da sem šel v formu takrat še Leparjatu, Stanetu Krajcu, za katerega ste verjetno slišali. On je zdaj verjetno najstarejši proizvod na svetu.
prvi v Sloveniji, ki je začel, prvi v Jugoslaviji, ki je začel s tem legenda, 20 skokov, je postal moj mentor, danes smo dobra prijatelja, jaz sem nekaj malo peljal v alpinizem, podturno smučanje, on meni v 20 in še danes večkrat skačemo skupaj, tudi ki bi šla, če ne bi jaz zvolil. Tako da v 20 res rabiš mentorja, bolj kot v alpinizmu. V alpinizmu imaš lahko več učiteljev, več mentorjev, so alpinistične šole, v 20 pa tega ni. Je zelo neorganizirana dejavnost in ključna zadeva je, da dobiš enega zelo izkušenega mentorja, ki te pelje potem po korakih. Ker v alpinizmu lahko narediš napako, lahko začne z lahkimi smermi, v 20 pa ko enkrat skočiš v prepad, tam pa ni več štade, ne može več, tako pa malo pri težko zaradi, zdaj pa je zelo, tako nekako zelo nakratko. Ja, slavne mentore sem tudi želel malo sprašati, ampak ste že nekako odgovorili. Počasi bomo zajadili še v strogo alpinistične vode. Alpinistična skupnost, 50 leti ste njen član, alpinisti rečemo, da gremo na smrčani ferajno oziroma društvo, ki nas pač nekako povezujejo. Tržič je precej, je gorsko mesto, lahko rečemo alpsko mesto, s tradicionalnim alpinističnim, bomo rekli, dogajanjem, ferajnom društvom, odsekom, pravzaprav, ki tam deluje in živi. Kako gledate na to sredino? Kaj vam je v 5 desetletjih dala in kaj vi njej tako v kratkem, kako bi stržni misli okoli tega? Ja, to je zanimivo poglavje, kako alpinistični kolektivi preko rastejo, se razvijajo, usihajo, pa se spet preko na novo zgradijo, vsako okolje ima svojo dinamiko, tudi Tržič je bilo tako. Sem jaz začenjal, pa nekaj let kasneje smo bili najmočnejših alpinističnih kolektivov v takratni že Jugoslaviji. Pa to je trajalo nekih 20 let, potem je zadeva skoraj ugasnila z izjemo nekaj posameznikov, ki smo bolj individualno stvari naprej poganjali. Zdaj zadnjih nekaj let imamo pa spet eno odlično generacijo in podobne zgodbe se dogajajo tudi v drugih kolektivih. Zdaj se ti kolektivi so različno povezani. Alpinizem po eni strani je individualna športa, ne sploh, če plezaš sam, po drugi strani je lahko tudi kolektiven, že navezan, 2-3 je neke vrste mini kolektiv, kadar so to skupne ekspedicije, je to sploh večji kolektiv. Tako da to je res eno zelo zanimivo področje, ki ima svojo psihološko, odnosno socialno dinamiko, ne samo čisto strogo alpinistično oziroma športno. In o tem bi se dal tudi marsikaj napisati. Mladi rod tržiških alpinistov so omenili, ravno kar sta se dva teh mladcev vrnila z Himalaje. Ste v stiku z njimi, kako jih mentorirate, še greste kdaj na tržiški feraj, kako to zgleda tam danes? Ravno pred enim tednom sta imela predstavitev v Tržiču, se smo vsi te stari tam, ali da smo tudi na ta način podprli. To sta res, tukaj je bila nadarjena fanta, z enim dnev sem spomnil po skoraj 50 letih ponovno plezal tega svojega albatrosa v Paklenici, ki je kar zahtevna smer še vedno. Tako da mentorov imajo pa veliki mladi fanti, več kot smo jih imeli, ne. V Tržiču je kar nekaj, imate starše alpiniste, ne. Po Tržiču je kar nekaj alpinistov dve srednje generacije, ki so mnogi dobri mentori. Jaz zaradi svojih poklicnih in drugih obveznosti proaktiven na alpinističnem odseku nisem. Spremljam pa zadeve in ko bo nekaj več časa, seveda smo pa še bolj vključili računa. Ampak mentorstvo je zelo kompleksna zadeva. Včasih je mentorstvo tudi samo to, da daš kakšen nasvet, da daš kakšen zgled, da opozoriš na kakšno stvar. V bolj taki konkretni obliki pa mentorstvo se je tudi, da kakšnega začetnika pelješ plezat, da ga bolj konkretno vzgajaš. To je zelo široko polje. Če se dotakneva alpinizma še malo bolj globalno, spremljate sceno, še ste na tekočem s prvimi? Predvsej malo v zadnje čase, ker sem toliko zaseden s strokovno literaturo, pa z drugim, če imam že čas zabrati, je primarno strokovna literatura, drugo pač prava literatura, šele potem pa spremljam alpinizem. Je pa res, da je danes precej več informacij dostopnih
na razne načine, predvsem na internetu. Res pa je, da mislim na teh tako imenovanih družabnih omrežjih močem biti. Tudi tam se marsikšne informacije širimo, tega segmenta pa zaenkrat še ne pokriva. Z drugih razlogov seveda. Verjetno zdravo odnos, ja. Vseeno, verjamem, da imate izdelano mnenje o sodobnih trendih alpinističnih, kako rečem, tudi korniških, kakorkoli že, tudi visokogorskem turizmu. Kaj cenite oziroma kaj grajete, kako gledate razvoj te dejavnosti, ki je pravzaprav tudi že kulturna dediščina, nesnovna kulturna dediščina, ne svojega seznama, ki ste s tem rad pošalili, ker mnogi vidijo zaton. Na drugi strani pa mislim, da je prav letošnje leto v najvišjih vrstih pokazalo, da imamo še kar nekaj idej, kako stvari izpeljati na boljši način, če tega tako rečemo. Ja, tukaj je zelo kompleksno, recimo ena od stvari komercialni alpinizem, ki ne reče alpinizem, to je visokogorski turizem, ne se vsi veste, kaj se res ne dogaja. To za moje pojme ni več alpinizem, to je pač neke vrste ekstremni turizem, plačaš 50 ali 100 000 dolarjev, vse ti naredijo, že to, da ti postavljajo vso opremo, ti nesejo, pri teboj hodi šerpa, nosijo na hrbniku kisikove bombe in do tebe gre celka, da spucaš list kisik, pa prideš na vrh Monte Everesta, to ni več alpinizem, to v bistvu vse, kar moraš narediti na noge, pridikaš pa da svojo malo težo pod kisikom spraviš nekaj na vrh. To so stran poti, tega pa se ne moramo zanikati, ne moramo negirati. Drugo, kar recimo opažam, res ta napredek v najvišjih gorah v 8000-akih je nekako gre več, kot je bilo včasih. Včasih so bili ključni dogodki, prvenstveni smeri v stenah 8000-akov, kar je logično, to so najvišje gore, tam so najtežje stvari, če hočeš splezati. Danes, če gledamo, kdo zlate cepline dobi, ta najvišja priznanja alpinizmu, so to pretežno spone 6 pa 7000-akih. Ampak je to res, da so pa tehnično dolgi zahtevni. Tako da tisto, kar se mi zdi, da ima zastalo, je res ta proaktivnost na najvišjih gorah, zdaj govorimo o svetovnem nivoju, pa tudi o slovenskem. Zdaj ne vem, te generacije zbirajo izkušnje na nižjih gorah, da bojo to potem s časom začeli udejanjati v najvišjih gorah. To bomo videli, kam to prilago. Tisto, kar mi pa mogoče najbolj fascinira kot alpinista in letalca hkrati, je pa recimo spolno 8000-ak pa leti dol. Vemo, da je bil že polet narejen iz K2 in to smo v demu. To je za mene res fascinantno dosežek zemljanih pedalov. Solo polet je bil že narejen, pa kot je trenutno pedalca recimo letenje v najvišjih gorah, ko sicer štartajo z nižjih gora, ne vem, s 5-6 tisoč, potem se pa dvignejo na 8000-ake, pa letijo na 100 km deleč po velikih Himalaje. To so stvari, ki me pa zelo fascinirajo. Ker jaz pač alpinizem gledam predvsem širše kot plezanje od nekdaj, tudi gorsko letenje ali pa base jumping v gorah je zame ravno tako del alpinizma, pa smučanje. No pa smučarski spusti me tudi zelo fascinirajo, ker recimo za eno polskih alpinistov počne, ki je smučilo iz K2 in iz Everesta, to so res izjemni dosežki in ima tudi cilj, ki se mi zdi izjemen, smučati za vseh 8000-akov, to pa je res velik napredek. Tako da so tudi še vedno taki napredki. Dobro, vidim, da ste na tekočem, torej ja, to se strinjam in zelo se pridružujem. Hkrati pa bi zdaj se dotaknil v zaključku te ključnega sporočila letošnjega leta, oziroma letošnjega dogodka Brati gore, ki se dotika ledenikov, njihovega pomena za skupnosti, ki živijo v gorah, ne samo v Alpah, ampak vse povsod po svetu, za hrano, za vodo, za življenje ljudi. Vsi vemo, da imamo res izziv podnebnih sprememb, s kateremu pa s svojim življenjskim slogom tudi zelo veliko prispevamo. Komisija, ki izbira najboljše vzpone, v smislu tudi alpinistične vzpone, Zlati cepin, je temu zadnje leta posvetila že kar precej pozornosti, zelo strogo izbira pristope. Ne izloča se, da še tisti, ki z letalom potujejo v
daljne kraje, ampak že so pa podelili recimo posebno nominacijo, ki so jadrali na Grenlandijo in tam upravili dobro spomnjen, sem zjadil celo godini nazaj. Skratka, govorimo o nekem o tem pogledu, vas kdaj boli oziroma je kakšen premislek to zadevno, glede na to, koliko poti smo kot alpinisti jih upravimo za svoje zadovoljstvo, tudi v zelo daljne kraje in koliko s tem prispevamo oziroma tudi ogrožamo. Verjetno se bomo strinjali, da vseeno manj kot marsikaj drugega, pa vseeno. Kako gledate na to etiko, ta etični vidik danes mobilnosti, premikanja za potrebe, zadovoljevanja recimo lastnega veselja, lastnega ega, plezanja, doseganja ciljev? Ja, to je zelo zapleteno, kompleksno vprašanje. Če pogledam posledice najprej, kar se dogaja z ledeniki, ne se prvič v Himalaji leta 1981. Zadnjič sem bil letos, ko smo šli sicer samo na trekking v Tibet, okrog gore Kelaš. Kakšna ogromna razlika je, koliko so tudi 8000 že ven snežini, koliko so ledeniki manjši. Tisti res prav žalostno gledati, če priješ kar blizu, na Evropskih gorah je to še bolj izrazito se vrednost in dva tudi glanici, ki ste kaj po 4000 veste, kakšne so razlike. Seveda, nismo zato primarno zaslužni alpinisti, smo pa alpinisti tisti, ki to najbolj vidimo, vsaj v gorah. Moram pa priznati, da vsako leto, če kam grem, imam vedno slabši občutek kot potnikov avionu, ker vemo, kakšen je oglični odtis. Ne moram reči, da bi se čemu že zaradi tega odpovedal, da ne bi šel na kakšno popravo, če se ponudila možnost za to, da nam opustili veliko ogličnega odtisa. Ampak tisto svojo racionalno, varčno, ekološko odnašanje izkušnjo čim bolj oddejanjati doma, ker se tudi dan marsikaj narediti na različne načine, od uporabe energije in tako naprej. Tako da to je res ena pereča problematika, ker mislim, da ga bo treba tudi vedno bolj nasloviti v alpinizmu. V končni fazi tudi čisto drugačno doživetje, če greš s kombijem, ali pa z motorjem, ali pa celo s kolesom v Nepal, v Indijo, pa potem tam nekaj splezaš. Je to res zelo kompleksno, čisto drugačno doživetje, seveda je pa logistično in časovno za sodobne generacije, ki smo zelo premenjeni v službi, pa še podatno težko izvedljivo. So pa tudi neke zanimive primerjave. Recimo, jaz sem prebral pred kratkim nekatera zdravila, ki jih uporabljamo v nujni medicinski pomoči, recimo konkretno za jesen neko novo zdravilo pojavilo, analgetik, se pravi sredstvo pod količinom, ki se vdihava. Sem pa zadnjič prebral in me je fasciniralo, če enega tako uporabljamo, ker so tudi neki posebni plini, ki sicer zelo koristno za ponesrečenca, ni ga treba špikati z injekcijami, ampak je obličen odtis enak, če bi se jaz pelal z avionom v Indijo, to me je to čisto. Tako da so stvari zelo resne. Ampak seveda, treba se vprašati, koliko je kaj utemeljeno. Običajno, da bom ponesrečencu, ki pripine znosne količine tisto dal brez startno občutka. Manj logično se pa zdi, da se bom pelal v Himalajo, ampak v iskanju ali pa zasledovanju svojih ciljev veste, da delamo marsikaj. Bolj se mi zdi ključno, koliko to etično, ves čas prevprašuješ, koliko se s tem ukvarjaš. Mogoče na začetku ne potegneš določenih zaključkov, ampak to je proces, mogoče čez nekaj let, ko prežiš do dodatnih spoznanj, pa boš tudi spremenil svoja ravnanja. Skratka, s tem se treba ukvarjati tudi za etično dimenzijo vsega, kar počnemo, ne samo z okoljskega vidika, se so tudi drugi odnosni, pa še kakšne druge. Ja, na tej točki bi lahko skoraj da počasi sklenila pogovor, pa vendarle še eno kratko temo bom odprl, tudi povezano s plezanjem seveda. Tisti, ki ste se kdaj srečali s športnim plezanjem, ste verjetno v literaturi zasledili, na vseh tečajih to še vedno povemo, naš sogovornik, tisti, ki je iz Amerike s svojim kolegom, pokojnim dr. Bergantom, leta 1978 pripeljal razmislek o prostem plezanju, če tega lahko tako rečemo.
in iz tega seveda vse, kar se je potem razvilo. Kako pa ocenjujete teh 50 letih na področju tega športa, od tega, kar ste takrat doživela v Ameriki, do olimpizma na današnji? To je bila svoja hecna zgodba, res sem jaz to prinesel iz Združenih držav Amerike, nekako ne velja za očeta prostih plezanja pri nas. Ampak temu sem se, čim je to zašlo v športne vode, sem se temu zelo hitro odpovedal, ker mene bo prosto plezanje tako kot letenje, kot ekstremno in tudi osmučanje samo in del alpinizma. In sem rekel, nikoli se nočem specializirati samo za to, ker na začetku se je dalo to že na visoka ne moje početi. Sem praktično v isti sezoni šel v Himalajo, pa najtežje prosto spone v državi lahko delal, ko se je pa pojavila specializacija, ko so se prvi kolegi specializirali samo za prosto športno plezanje, pa logično, da so bolj napredovali. In potem mene to športno plezanje ni več toliko zanimalo, razen kot sredstvo za trening, ali še dosti, ker tudi na eno letno steno, ampak bolj zaradi tega, da se malo treniram, ni mi pa to samo sebi namen. Je pa res, da se je ta disciplina izjemno razvila na svetu in pri nas, kaj smo prišli, veste, vsi poznate, ste slišali za Janjo Berenbret, tako da smo iz enih skromnih začetkov, ko smo nekako bili v nekem povprečju športnega pa prostega plezanja tam na 80-ih, 90-ih letih. Smo pa danes Slovenci po zaslugi naših nadaljnih mladih plezalcev in plezalk, pa lahko reči, pa seveda tudi odličnih trenerjev, smo pa na tem področju v svetovnem vrhu, po končni fazi pa tudi alpinizmu smo, ne samo to niso isti ljudje. Včasih so bili, ali smo bili tisti, ki so bili najboljši v Himalaji, tudi večinoma najboljši prosto plezalci, danes pa praktično ni več možno, ali je tako specializacija, tako kot skoraj da ni možno drugih športnih, recimo smučanja, atletika, ne more biti najboljši na 100 metrov, pa najboljši na 10 km hkrati. To ne vem. In za sestop, ne toliko po staranju in tegobah, ki jih to prinaša, ampak morda približno vemo, kdo in kaj dr. Tomazin je. Nekaj pa uspemo zaslediti v knjigi tudi o tem, kaj dr. Tomazin ni, pa morda bi želel biti. Med drugim literatura je ena od tistih stvari, ki nas, kako razumem, še čaka. Zaenkrat vam lahko izkažemo samo spoštovanje, ne nazadnje vam zelo priznani slovenski literat dr. Boris Anovak piše hvalo ob uvedbi tanke, japonske pesniške strukture v slovenski jezik. Kaj je torej še tisto, kar vas čaka, recimo temu na sestopu oziroma v tem delu življenja? Glavna stvar, ki mi čaka, je to isto, kar čaka vsak od vas, zlasti v kasnejših letih, da začnemo bolj živeti znotraj, bolj raziskovati sebe, pa na svojo okolico, ker nas pač fiziologija vedno bolj omejuje pri raziskovanju okolice. Če tako malo prispodobi povem, ne bom več toliko raziskoval, ne vem, Nepala, Tibeta, visokih gora, pa še kaj, ampak vedno nižje gore, predvsem pa vedno bolj tudi sebe. Pisanje je tudi ena odlična oblika samo raziskovanja, kot sem že prej povedal, je tudi ena glavnih motivacij, da pišem, ker ko pišeš, ko se prizadevaš v 10 stvari, možno malo se raziskati. Tako da to je pa dejavnost, ki jo lahko počnemo, če tako rečem, do zadnjega diha in tudi vedno večji izziv, in tudi meni. Tam je še ogromno za odkriti, več kot pa v Himalaji ali pa v kakšnih drugih gorah. Vsak, če tako malo spet rečem, mogoče se malo patetično sliši, vsak je svoje vesolje, ki ima neskončno možnosti raziskovanja. Zdaj, koliko jih izkoriščamo, koliko se temu posvetimo, pa to celo poskušamo besedati. To je pa zgodba vsakega posameznika. Tako, mislim, da sem postopno izčrpal približno tisto, kar sem si zastavil, še kakšno. Znanjem, izkušnjami in tudi duhovitimi zgodbami sta nas popeljala daleč in nas obenem prizemljila tam, kjer je najbolj pomembno. In ko smo ravno pri zahvalah,
Vez večera sta tudi tokrat s toplino in posebnim občutkom z nami pletli gospe Milena Izletko in Anica Hriber. Obema iskrena hvala in se priporočamo tudi za bodoče. Dogodke v okviru festivala Bratje Gore pa od samega začetka podpira direktorica knjižnice Brežice, magistrica Teja Velikoč. Izjemno podporo ob tem pa nudi tudi Planinsko društvo Brežice, ki ga v decembru lani vodi gospod Ljubo Koler. Vabim vaju, da ob skorajšnjem zaključku današnjega druženja z nami podelita nekaj besed. Iskrena hvala vsem sodelujočim za pripravo in izvedbo nocojšnjega večera. Hvala tudi vam, dragi obiskovalke in dragi obiskovalci, za zaupanje. S to posebno zgodbo v knjižnici Brežice zaključujemo krog letošnjega raznolикega dogajanja za širšo javnost. Z novim izborom tem in vsebin vas bomo nagovorili že v prvih tednih prihajajočega leta. Preden pa se odpravimo domov, pa vas vabim, da se za trenutek ustavite še v zadnjem delu dvorane. Na voljo je za nakup nekaj tematskega knjižnega gradiva, v katerem se avtor lahko podpiše oziroma napiše svojo posvetino. Svoje misli in doživetja današnjega srečanja pa lahko veselite v knjigi Tiso. Hvala in vse dobro vašem. Pozdravljeni. Prvo bi se želel zahvaliti vsem, ki ste prišli na današnje srečanje. Poleg prva zahvala, kako sem rekel, predavatelju in današnjemu voditelju, da ste res pripravili lep celostni večer. Poleg tega bi se želel zahvaliti za dolgoletno sodelovanje z knjižnico Brežice in gospe Nuši in gospe Mileni. Tako da vabim vas, da se nam pridružite še v naslednjih letih na skupnih srečanjih v knjižnici Brežice in v izletih, ki bo organiziralo Planinsko društvo v naslednjem letu. Danes bomo pa zaključili še z prijetnim delom, tako da vse današnje goste in udeležence vabim na manjšo pogostitev tam odzadaj, da se še kaj pogovorimo, izmenjamo izkušnje in se z doktorjem Tomazinom pogovorimo oziroma še kaj po takšno knjigo izberemo. Hvala lepa.